pokrovitelj oddaje, občina Zagorje ob Savi. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. V tokratni oddaji bomo predstavili enega bolj znanih zagorskih slikarjev, Milana Razborška. Oddajo snemamo dobesedno na njegovem delovnem mestu, tega se bova še potem dotaknila, te lepe galerije, kjer so pogosto kakšne razstave, je pa to tudi soba, kjer si pogosto dva, ki se imata rada, rečeta ali pa obljubita večno zvestobo. Milan, glede na to, da se vidva že kar precej let poznava, da se v zasebnem življenju tikava, predlagam, da tako stane tudi v tej oddaji. Ja, absolutno. Če bo drugim to prijelo, tudi nama posebno najbrž. Tako. Lahko rečemo, Milan, da si tako kot mnogi mi Zasavčani ali pa Zagorjani knapovski otrok rudarja, ampak tudi otrok, ki je živel ne v tipičnem rudarskem naselju, ampak malce predmestja, na kmetih. Kakšno je bilo tvoje otroštvo? Ja, na hiter odgovor, luštno, lepo, krasno, lepi spomini, ne kliza vse, ampak moje je bilo res luštno. Drugače pa ja, prav si to omenil, dejansko jaz izhajam iz Kotredeža, to je vastica tukaj zraven Zagorja, ne. Res, doma smo imeli majhno kmetijo, oče pa seveda bo rekla tudi, ko smo glih pri nas knap, ne, to se pravi rudar. Mama pa pridna gospodinja doma, ravno tukaj kmetije je bilo, da je nekako mogla biti doma, skrbeti za gospodinjstvo, varno in seveda spretno obračala plačo, colungo, ne. Tako da imam še enega brata, ne, da sva z bratom res pravzaprav preživljala lepe trenutke v mladosti. Kaj kmečke pravila doma, glede na to, da ste imeli tudi nekaj živine? Ne? Ja, tudi še vedno je to tako, zdaj je brat doma, ne, to pa obvezno, recimo, zato pa vsak del dejansko tudi ni problem v roke še zdaj ne vzeti, ne, vse tudi zdaj sem sicer na drugi lokaciji, oziroma zdaj sem na drugi dolini, jaz pravim na začasnem delu, kar sem se poročil, ne, na Zlakah, ja, imela v bistvu sokrajana. V bistvu, ja, tudi tukaj imamo za delati, tako da ja, del sploh ne, moram reči, da pretira nas niso gnali, ne, ampak oba sva pa dejansko zelo dobro bila seveda v to upeljana. Počitnice, recimo poletne, normalno smo dojali za žogo, ampak treba je bilo tudi jaz recimo na travnik, na nivo, kakorkoli že to. Tako da to ni noben, to je bilo vse neka demokratična vzgoja, nobene prisile. Je bilo pa koristno, ne, kar se človek nauči, predvsem pa te delovne navade, ker dejansko verjetno tudi sam opaziš, danes so malo drug časi, ne, zdaj smo verjetno, a smo že mi tukaj stari, ne vem, več kaj bi tukaj dal, ampak te delovne navade so na vsak način zelo dobre, če jih ima človek. Je bila to očetova, bi se oče priselil na to kmetijo, je bila to Ne, no tukaj tudi še ena zanimiva zgodba, ne. V bistvu moj staroče, se pravi oče od mojega očeta, ne, se je preselil iz Izlak, on je kupil v Kotredežu, ne. Tako da so, to je bilo pred drugo svetovno vojno, ne. Potem seveda se je moj oče poročil, mama je iz Čimšenika, ne, malo više gor, ne. No in seveda, ko sem že rekel, ne, jaz sem se pa vrnil nazaj na Izlake, to se pravi nekako kar krožimo zdaj v teh dolinah, kar je zanimivo. Ja, oče je bil doma tam in to se mama je prišla v hišo. Kako pa to, da se je oče odločil za poklic rudarja? Se je celo izobrazil? Ja, on je delal rudarsko šolo, no, to so bili pa časi takrat, seveda čist, to se pravi po drugi vojni, ne. Pravzaprav je bila to ena kar, nam rekel, glih edinih opcij, ne. Ampak takrat... Od kmetije se ni dalo? Ne, absolutno ne, kaj pa ne. To je manjša kmetija, več je bilo to za eno takšno zelo dobro samooskrbo, ne. Res, da si kak mlek dajal sosedom tudi, ne, smo imeli 3-4 krave, recimo, ne. Ampak v bistvu, drugače pa ni bilo to za kakšno tako intenzivno kmetijstvo, ne. To absolutno ne, ampak za zraven. Tako da nekaj bilo treba in seveda takrat čim prej do kruha in to je bilo svemo. Tisti časi so bili takšni, da najprej se je to naredilo v rudnik lahko. Ne. In oče je potem delal v rudniku in
mislim, da 61. leta se je zgodila tista huda rudarska nesreča. Oče je pa zamudil na avtobuse, kako je videl? Ja, ne, to je ena zgodba, res, 61. leta v bistvu takrat... Takrat si ti že bil, ne? Ja, 2 leti star, no, zdaj bo lahko zračunali, ki znajo računati, koliko sem zdaj star. Ja, v glavnem, 2 leti sem bil star, 61. leta, ja, takrat je bila ta velika, to se pravi, največja nesreča v zagorskem rudniku. 61 leta, 13 udaril, celotna smena pravzaprav je bila takrat zaradi eksplozije metana je umrla, ne. No in seveda, oče, to je resnična zgodba, bil je še en deležen take sreče, kolega njegov. No, ta pa, oče šel pa res zjutraj na šiht, se rekla, in je imel na mopedu, na motorju je imel prazno gumo, oziroma kolo, in je se jo popravil. In je zamudil, ki je prišel, in seveda štargar, oziroma nadrejen, mu je rekel, ne gre pa na drugo smeno, ne. In to so bili njegovi prijatelji, oziroma komarati. Cela ekipa in takrat se je zgodilo to, ne, da se je izvedeli, ja, se je nesreča zgodila, pa sirena, pa tukaj so ženske žene preletele, ne, tudi moja mama preletela, ne, in pravzaprav ni mogla verjeti, da ga vidi živega, ne, kakor da ga ni poznala, ne, ker je bila prepričana, ker je vedela, kdo so v tej, oziroma med temi žrtvami, poznale seveda komarate, ne, in tako da je dejansko šok doživela, no, in po tej nesreči pa dejansko mama je bila tista, ki je rekla, zdaj pa pač ne more več povedati. Bilo je preveč. Preveč, če enkrat usoda tako nekako res pogleda skozi prste, ne, vprašanje, bi se to še lahko nadaljevalo, kakorkoli že. No, takrat je pa šel potem k elektro, bil je na terenu pač. Kjer so tudi ljudje umirali, ne? No, se pravim, tukaj je šel zelo fajn, sicer iz jame, ampak tudi ne glihvar na elektriko, ne. Ne, ampak potem je pa do upokojitve, do penziona je bil pri elektro. Sta kdaj govorila z očetom o tej tragični nesreči, ker ne nazadnje je izgubil praktično celotne svoje izmene, ne, se svoje komarate? Ja, to je res, no, čeprav moj oče mora že tako, ne, ravno zgovor ni, ne, ampak tisk pa pove, pa z neko težo pove, ne, in no, vedno, kadar tu v Zagorju imajo teh 13 pač knapov, ne, imajo svojo grobnico, ne, in mi imamo močkan usporedno z njimi družinski grob, ne, in za pač 1. novembra gremo na ta grob, skoraj zmeran gremo mi in prav, no, evo, tlep mogo jaz biti, ne, moja komarate, ne. In oče in mama sta pa še živa, ne? Ja, seveda še. Na kmetije je postal mlajši brat? Mlajši brat, ja, tako da so pa še zmeran. Te je kje mikalo tebe, kdaj da bi ostal na kmetiji? Ja, no, mislim, v bistvu, če bi karkoli poleg tistega mojega življenja, sem ga zdaj si ga naprto na rame, ne, v bistvu, a pa ostala fizična dela, če smo šli pa tem, eden najlepših je pač v naravi, na kmetiji, to je definitivno. Tako da se pravim, tudi zdaj jaz kar veliko imamo tle doma, ne zlahka, sem, ne, imamo kar tudi precej samoskrbe, sicer živali nimamo, ne, veliko razen zajcev, pa nekaj takih perjadi. Drugače pa dosti vrta, tako da vso to zelenjavo se mi pridelamo, tako da je tudi tle dosti dela in s tem zelo vesel. Mislim, prav za sprostiti, za nek presek je zelo dobro. No, včasih, dobro, jaz sem malce mlajši, ampak vseeno v najnih časih tam pa tam je kakšno stanovanje obiskala televizija, črno-bela, najprej vleklo je bolj šoh, ne. Kakih računalnikov ni bilo, mobitelov, tudi ne telefona, to je bila že znanstvena fantastika. Več smo bili v naravi, se spomniš ti kakšnih teh iger, ste se jih na vasi šli? To je bilo tako, ne, mislim, ko so se začele počitnice, v bistvu je bilo tako, ne, da več amen, ne vem, zakaj sicer, ampak smo se ravno zbirali pri naših hiš, ne, to je bilo cela vas na kup in še zdaj, ne, recimo, če bi dejansko tudi starši vedeli, ko smo vse počeli, ne, po mojem bi mačke šli, še prej bi vsi vedeli, no, pozaprav. Ampak ne, še tudi zdaj, če gledamo sami, recimo. Nazaj tako na Fruštsko so te videli? Ja, pa ven, pa ne, mi smo bili aktivni, res, dobesedno zjutraj do večera, no, ali, ne vem, kaj pa vem, so se bile, dobro, če še streljali smo se včasno, kao indijanci, pa to je bilo kar fajn, tako na oštr, kdaj pa kdaj.
Mislim, skozi ali po hostlauf, ali poj smo že nekaj več, smo v Veznici, smo se enkrat zbrali pa naredili, kot reče, ni bilo igrišča, ne, za karkoli, ne, ker pač periferija, pač vas, in smo kar na enem travnik se mi enkrat se zmenili, pa smo tisti, ne vem, sred osnovne šole, 5 razred, 4, 5, 6 razred, nekaj takšnega, gol naredili in potem ni bilo šans, to smo potem nabijali, žogo smo dobili. Tudi težko, ne? Tudi težko, seveda, to smo tudi tukaj mirka, ne, gor na hrib smo imeli, Gorica se je rekla, ena vzpetina, taka ravnina vrgla in to smo nabijali, in če ti je žoga temu šla z vrh Gorice dol v dolino, skoraj kot je res vse, ne, pol dneva skoraj traja, da se nazaj dobil, ne. Pa zdaj, če pravim, če ve, kako se gre penzionista, recimo, ne, mi smo šli penzionista se, ne, to ne vejo, ne, to. Kako se gre? Penzionista, to je nogometni gol, ta velik, ta prav, ne, pa se, kukaj ne se je vsi v gol, en strela, ne, in tisti gol, ki je pač dosojen, da ga je pač, da je bil kriv, da ga je požrl, se rekel, ne, je mogel, je tvoj, pa 3krat streljati, 3 šanse, če dal gol, je šel pa lun streljati 3krat, nekaj je dobil gol, če ne pa šel v penzion, odpadal, in so spadali do zadnjih let. Ste kaj ute na drevesih delali? Tudi, pa bunkere tudi po tleh, odlih po drevesih, ne po tleh, pa čim bolj je bil seveda s kakšnem trnem, vem, da smo jih še za vsak slučaj, da ni, kjer net prišel vse z neko rubido, pa to tako da, ali pa recimo po Kozovci gor, ne, se spomnim, zdaj me moje to sprašuje, ne, mislim, to je bilo, mi smo je parna, smo rekli, ne, parna netak se je metala, kada se je žel, pa smo mletili, je bilo Šenica, Slama, kaj naprej v Kozovcu, recimo, ne, mi smo netak potem, ker je bilo čez zimo zabit Kozovc, ne, rove delali netak, ne, in zdaj, če bi zdaj kjer ga net spustil, že smo cviko, ne, ker si delal rovne, pa to je čas kar zrk zmanjkal, ne, ker pa smo pa tuk se splazili, zdaj smo še do strege, pa cego vendal, da smo zadihal nazaj, pa spet naprej. To vse svrte smo ga biksali, čas, ki je padal, tudi na gnoj, če je bilo, vem, smo se skrivali, ampak veliko smo zatajili. Butali verjetno koruzo, tudi tisti koruzo pekli, ribe, rabšice, no, to ne še, zdaj lahko rečem, rabšice, ja. Ukotorili se, vse bile fajn, kar na roke, ne? Na roke, pa tudi na cviren, pa bucko, pa to, sam da je nekaj bilo gor, pa spotegnil, vse so videl ribo na to čas, pa kopali kot reči, mi smo se kopali kot reči se. Smo dom, smo rekli, ne, in z važem, pa dobro kamne, pa važe dni skozi tekli, smo imeli govorno plavanje na to. Verjamem, da vas je kdaj obiskal, ne samo Miklavž, tudi kak Špicparker, ne, takrat, okoli 6. decembra. Ja, tisti je bilo pa tudi, cajt, kar nismo mogli, ker so imeli tudi starši take finte, da včasih, čeprav smo malo sumili vse skupaj, da je čist na mrvi. Ampak včasih je bilo tako prepričljivo, da smo pa že malo tuhtali. To je pa nekak čuden case zdaj prišel, ne, po kakšni, seveda, absolutno. In no, zdaj, ko smo rekli, da smo že tudi dejansko malo, rekel, v letih, ne vem, darila, ki so pa prišla, ne, recimo. Jaz še zdaj spomnim, pred očmi imam, pa še vedno obstaja, recimo, ne, kolom tega pozabil, Martin Karpan. Martin Karpan, pravljico, ne, Levstikova, ja, povest, pravzaprav, ja. In Tone Kralj, ilustrator. Mislim, to je poezija, tisto sem 100krat prelistil, še zdaj jo imam in to, ne bom tega kupil za te knjige, pa Smraj, Loker, ne vem, že takrat kakšne barvice, ne vem, kje so to stekli, ne vem, so bili starši kar spretni. Smuči je kdo naredil? Smuči pa, no, stric moj je pa, no, zdaj sem pa rekel Tišler, ne rekel Mizar fino, ampak Tišler, oziroma Mizar. Prvi smuče je stric naredil, ne, Jesenov les, je moj model in seveda je naredil dilco tako in prišel v paro, potem je upil natar, tako da je krvino to naredil. Tisto oko je bil pa, oziroma tisto smo je pa kar z usne pa za natakniti, ne. Poškorne. Poškorno, ja, in pa cajt je šlo. Po nazadnje, se pere in tukaj na smučih snega, ne, ki se pa rjeva, pa smo malo svečo, smo malo zaznavali svečo. Je bil že frajer, kjer je imel parafin, ne? Ja, če si že face, ne. Svečo. Kaj pa zvečer, kakšne igre doma? To so bile pa tiste... No, pol od začetka, ne vem, tiste razne svede, kot si nek Črni Peter, tiste začetne, ne vem, Wista, ko se včasih tudi nekaj igrali. No, pa smo že močno pa zelo hitro kar Tarok tudi. Tarok smo predvsem čez, no, to je pa druga polovica osnovne šole, proti gimnazije, pa ti smo pa veliko preigrali. Prej pa še, ko smo bili malo, ne vem, človek ne za Špano, recimo, ne, tudi za Špano smo, Svežonom, seveda, tudi, ja.
Peč je bila verjetno topla, ste imeli No, peč, ste kruh pekli doma? No, to pa v bistvu, ja, seveda, še zdaj, mama pri 85 letih, Najboljši kruh mama to pa ne, pa to je dejstvo. Tega, zdaj imam jaz ga še zmeraj dobim tudi, ne, kadar peče, pač, se sem vsak dan potrež, pravzaprav, ne. In kadar mi da, zmeraj je en klepc za mene, oziroma za nas, za nezlake, in moram reči, da punce tak kruh jejo brez vsega, sam kruh doma. Tako da, mislim, skoraj tista zlato rumena in žukolbajta pa dišitko, to je redka zadeva, ne. Zdaj se pa bliža pol tudi že orehova potica, ne, počasi. To so pa, ena vrsta orehov potice, ki je tudi moja mama, ne vem, se verjetno mogoče tudi, ampak ne tiste klasična, ki je lepa, mislim, taka, seveda podolgovata pa to, ne. Mama naredi v hlebci, pa ne tisto fintesto, ne vem, kak se, pecivsk testo, ampak čisto navadno kruho testo, ampak tako zavije, veliko orehov noter, isto v hlebci zavije noter in pa greš kot kruh. To je fajn. Ne, koline ste pa tudi imeli doma, verjetno. Tudi, še vedno so. Tudi tega sem še, hvala Bogu, tudi deležen. Ti si imel najrajši krvavice, jeterno, mesenko? Ja, čez mesenke ga ni bilo, čez mesenke, če vrosi, vse, ne, vse. Tudi godljo? Seveda. Za godljo skoraj da že ne vedo, kaj je, ne? Ja, seveda, zdaj to tako, ne, goda, zdaj če je goda sam, mislim, zdaj tisk ne ve, kaj je goda, ne, to je lahka goda, je več vrst gode, ne, lahka čist taka redka, tisti je bolj župa, tisti ni fajn, ne, ampak če tam, da so se kebase precej razkuhavale, ne, da je precej bilo tistega poca bilo, ne, tisti je pa včas mama tako naredila, da je tisti dala, v bistvu, ki je bilo tako že gosto, v tak pratfon, ne, in z ocirkam se razabelda še in v kmečko peč, tam se kruh tudi peče, ne, in je to zapekli, tako da se je rezal to kup. Verjetno za cholesterol. To pa nabiješ, to pa ja, definitivno. Ampak sej, ni bilo drugih stvari, ne, toliko teh umetnih, konzerviranih, od sladkarij, vse so bile, ampak ne. Ne, to čisto druga zadeva, tudi zdaj. Kakšna lučka je bil že praznik? Ja, seveda, ampak drugač pa, jaz moram reči, da zdaj sem poslušal eno vdajo, zdaj pred kratkim, recimo, ne, kako je zdaj s temi tudi šolskimi malcami, pa tako ste preteravajo, kuk unga, kuk tega, ne, da je nezdrav, pa da je, ne, zdaj ne vejo, kako bi, mi, recimo, če že obujemo spominja, recimo, ne, pa ne, jaz sem hodil, to se pravi, ja, v 60 letih še, seveda, 67 leta, ne, 66, prvo let, ko sem shodil v prvi razred, ko smo šli Ivan Skvarča tam čez, ne, smo mi mogli, ni bilo še malce v šoli, smo sami, vse sabo, tak patičk smo lepo imeli, tak lušen patičk, in pa mama doma, kar si počemo, v jesen velik čist, sam jabko kruh, večinoma, vse so si, benih razlik ni bilo kaj velik. No, pa smo dobivali malce naprej. Pašteto na čist na malo. Ja, tako da močkaj za poduha, recimo. Ja, no, ampak tudi pa, recimo. Mlečni kruh je bil dober. Ja, no, ampak to je bilo pa že, smo pa že dobili tle v šoli, ne, pa isto, kako si rekel, ne, mlečni kruh, recimo, pa kavo, pa čaj, pa skar namako, pa je nič drugega, recimo, pa svemo, recimo, ne vem. Tudi pašteto, tako si rekel, ampak en kos. Za kakšne velike praznike je pa bila včasih hrenovka, ne? Hrenovka ali pa, čakaj, smo še nekaj, ne zdaj, ampak pašteta, tisto smo imeli tudi kar rad. Ampak zdaj so videli... Zelenavni namazani. Pa zdaj imaš razne, ne vem, kakšne še mame v kavijar dobili zraven. Pa še niso zadovoljni. Ne, ker pa. Tako smo pa kar pojedli. Ja, če si bil lačen. No, Milan, kam te po osnovni šoli peljala pot študijska? Ja, no, zdaj tako, ne, to pa mačken druga zgodba, malo, rekel, zelo takšna, no, če je kaj bolj posebnega na meni, mogoče je ravno ta pot, ki sem jo ubral, ne, to je mogoče za koga zanimiva, da je to dokaz za to, recimo, ne, če je nekaj v človeku, oziroma če nekaj čutiš ali karkoli, da te črvič, ne moreš videti, ne. Ni nujno, da tako realiziraš, ampak? Ne.
Ampak je pa res... Ti si najprej ostal? Ne, tako je. Jaz v bistvu zdaj tako, gimnazija. Jaz moram reči, da v osnovni šoli nisem imel problema z uspehom. In tam se redki so šli v gimnazijo. Ja, večinoma v poklicne šole. Zdaj še tako, smo že spet prteljem. Zdaj je lahko šimfamo tudi tako, karkoli že, ampak recimo, jaz zdaj malo primerjam, jaz sem hodil v Trbovsko gimnazijo in še zmeram v Trbovle. In še zmeram, kljub tem delo pač izkušnje takšne drugačne, ampak čist lahko komot rečem, da tukaj sem se tam naučil, takrat v tistih letih, jaz sem matura je bila 78 leta, 74-78 je bila generacija to, mi smo imeli leto 40-letnico mature, tako da je že tudi tako zgovoren podatek. V bistvu, tako smo se naučili, da mi še danes, moje hčerke so hodile eno drugo gimnazijo, ne bom rekel, zdaj glih kam, da ne bomo zdaj te, ampak v bistvu jaz vidim, recimo zdaj, čisto enostavno nekaj mi ni bilo logično, koliko si ti rekel zdaj, v bistvu v gimnaziju smo v našem prva težava bila že to sploh not priditi v gimnaziju prvi letnik. Tam smo bili čisto vsi odličnjaki, noben ni bil s prav dobrim uspehom, tista generacija. In še mi nismo vedeli, ali bomo delali sprejemni izpit ali ne za gimnazijo. Mi smo do zadnjega trenutka, tako tistega dneva pozabil, ena Hilda Bolej bila takrat ravnateljica, ki nam prišla, smo čakali, pa se tresali zunaj, meni smo beležke, pa bomo šli pisati, ni beden vedel. In pride ven tako z eno beležko in prav vesela novica, ni sprejemnih izpitov, vsi ste sprejeli. To je bilo že ta prvo sploh, mislim, halo. S tem, da verjetno si bil eden redkih iz razreda, ki je šel v gimnazijo. Večinoma se jih je odločilo kar za Velik. Se pravi, tisti nekaj, ki nas je bilo res, nismo imeli res tega problema z učenjem, smo šli vsi v gimnazijo. Drugače pa večino poklicne šole, ja, normalno. No in tudi pol, recimo, smo že pri tem, jaz smo reči, mogoče ravno to, ki sem še jaz kot reža, v bistvu, pred mano so že hodili v gimnazijo, recimo, iz vasi. Ampak generacija, ki sem jaz bil, pa za mano recimo, pa ne velik, tako da sem jaz tam zgubil tudi malo stik s temi sovrstniki takrat, vsi te, tam so še zmerno, pa pol, jaz pa cajt nisem imel preprost, ker v bistvu malo smo se takrat, to je bil prvi korak, da se malo vtujiš v tiste svoje generacije. In gimnazijo si lepo uspešno dokončal? Ja, pač so bile turbulence gor, pa noben problem bil naredil, ampak hočem to reči, recimo, smo zdaj obe hčerke tudi v gimnaziji so bile, ampak ni bilo nekaj jasno. V našem klasu, recimo v gimnaziju v 4. letniku, v bistvu sta bila dva odličnjaka, oziroma eden odličnjak, ena bila res pridna in ni bilo nobenega dvoma o tem, odlična, eden je bil pa tudi zelo tako dober, tako da je bil zadnje, da je bil odličen, dva, ampak nekaj pravi, večino je nas bilo dobrih, pa tisti pa še se je tako pa tako delali, recimo. Popravci. Popravci pa tako naprej. Tako da, kjer je bil recimo prav dober, kjer je bil, mislim, dober je bilo super. To je bila klasična zadeva. Zdajšnje generacije pa sem glih hčerka, koliko smo pa odličnih 14. Odkud pa šlo? Ali pa recimo 17, pa ustala pa prav dober, pa en dober, pa še tisti butelj, butelj, ki je bil dober. Odkud pa to, smo bili mi taki, mislim, čist deformirani v tistih letih, že se tak skok naredili, preskok, inteligenčen, kocijent zrasel, kar naenkrat, Ampak pa recimo k snovi, ki malo testirajo, recimo, tudi matematika pa fizika meni nista bila glih na kožo pisana, recimo, naravoslovje, recimo. Ampak, ko smo pol ugotavljali po vseh teh letih, jaz sem formulo sicer pozabil, ampak generalno sem pa še zmeraj vedel, da govorimo o zgodovini, ki me je skozi zanimala, pa zemljepis, pa te variante, sem več vedel kot punce. Nisem mogel verjeti, ampak nas so dobesedni terali. Kakšen si ti naprej, kdaj boš vprašal? Ni šans. Ti sem ko vedel, kdaj to čaka. Ne napovedane kontrolke. Še v kakšni poklicni šoli je bil učitelj, ki je dejal za 5 zna Bog, za 4 znam jaz, za 3 znaš, bi moral znati 3, sedi 2 Bog. Ja, res. Mislim, da je bil to Guna, Ja, možno, to bi te na tej poklicni, pa še tudi nekaj je, mi smo res dejansko še takrat proti staro gardo profesorju, nekaj so še v bivši Jugoslaviji učili, nek dol po Bitol pa v Makedoniji, in to so imeli, recimo, prva generacija, recimo, smo bili mi, ki nismo imeli latinščine še to bila čisto klasična gimnazija, recimo. In potem smo šli mi naprej na fakultete iz te Trbovske gimnazije, če so vprašali iz kjere gimnazije,
Jaz mislim, da za bežigrajsko gimnazijo je bila ta druga pol že Trbovska. Ja, kako visok rating imela? Vedno je nekako veljala Trbovska gimnazija za kar... Ne, visok. In recimo... kvalitetno. Kaj pa je bilo potem? Vem, da te je že takrat slikarstvo zanimalo, ampak nisi se odločil za umetnost, ampak za finančno umetnost. Ne? No, to je bil šus v temo, se tem reče, šus v temo. Ne, takole je bilo, zdaj čist realno. Jaz kar sebe nekako s to glavo pač poznam, sem skozi risal. Risal, slikal, pojka snekaj, tudi to treba razlikovati, ampak ne gre, risal. To sem skozi rad in zdaj, če bi tle mama bila znam, recimo moja, bi vedela, da med počitnicami, recimo, poleg tega, da smo se podili pa to, če bi vsto porajeno pa katazga, jaz takoj tako lumizo, recimo, pa risam, smo tako risanka pisal, recimo, pa kakšne prazne liste dobili, svinčnike pa barvice in tako. Jaz sem bil velik ljubitelj nor na stripe z začetka, Zvitorepc, verjetno se ga spomniš, je bil tednik, vsak petke izhajal, ob tem Zvitorepcu so bili pa še Zvitorečevi romani. Letiki in zabavniki. Ja, to je že pa, ampak to je bil Zvitorepec in te romane imam še z doma, spravljeno. To je lepo, pionirski list, pa te zdaj, Zvitorepčev roman, in to sem jaz pririsval. Jaz sem dobro sem vzel roman in ga pririsval, vse, kar je bilo. Pol naprej so bili te Hrvaški, Zagor, pa te, pol naprej še Blegle, Zagor, pa to, Frankie Belleran. Tudi, vse to je bilo. Pol naprej še Alan Ford tudi zelo, no in to sem jaz veselo pririsval, že takrat, skozi. Ampak tako, zdaj, kar se tiče odločitve. V gimnaziji, takrat sem šel jaz pač po maturi, že prej so nas malo kao usmerjali nek poklicni usmerjevalci v gimnaziji, če to ni bilo nič, ne tako, ki je zdaj recimo nobenih testov, ampak kar je prišla ta poklicna svetovalka, je rekla, kjer hoče se hitro zaposliti, je tle ekonomija pa pravo, vsi stali bote fehtati, recimo, kaj tazga čistni, ali pa naravostoj še prišel poštev, recimo elektrotehnika, če bo to takrat ne vem, kako je zdaj, ampak elektrotehnika, ki je šel, takrat elektrofaks študirati, bi mogel imeti pa vse reference, mislim, vse klikarje na mestu, zelo težko študij, tišča, drugače pa večinoma, kakšne take pa hecim, da razni ksoti, In ti si šel na ekonomijo? No in pol tako, dejansko, jaz nisem upal pomisliti, jaz sem mogoče že takrat nekaj izkrivljeno mišljenje o pogojih za pač študij likovne akademije, Meni so se zdeli te po pripovedovanju, recimo, ti ljudje ne rekel, nadbogovi ali pa slikari, recimo, ki so bili akademsko izobraženi, ker tako težko si je noter prišli, in to zdaj mogoče v te časih, recimo zdaj nekaj let nazaj, mogoče celo malo lažje, čeprav tudi ne lahko, ampak takrat res v teh letih je bilo pa zelo težko noter prijeti, definitivno je bilo naval grozen, vsi katastrofalen in jaz niti nisem upal pomisliti, da bi šel jaz, Poleg tega pa štipendija, jaz sem že omenil, so se prej pogovarjala, ena plača in oba z bratom, seveda, jaz sem šel študirati v prvoletnik, brat je šel v prvoletnik srednje šole, ekonomske srednje šole. In seveda, brez štipendije ni šans, ni bilo teoretično možno. No in takrat je bilo tako, edina varianta je bila ali pravo ali ekonomija. Zdaj, dvojno zelo, mislim, to meni niti vsaj njih ni našpasa, Ampak ko sem med tema zloma seveda izbral ekonomijo, se kot to nam že nekako probal narediti, pa me celo en žlahtik malo navdušil, celo boš pa tole, pa boš videl, vse šlo. Pa tudi nekaj, kar veliki sošolci iz razreda je šlo na ekonomijo takrat tudi, tako da je bila tudi partija fajna, recimo, pa zdaj partija malo tudi, No, pa se pa začel, Jaz prvi letnik, jaz mislim, da sem kar šel, že po parih mesecih, ker to pa ni bilo higienski, recimo, zdaj, jaz sem hodil pa na predavanje, recimo, pa jaz sem se vozil z avtobusom, jaz sem se drug bral, sam tisti nekaj bi mogel, recimo, si možeš predstavljati, recimo, politična ekonomija socializma, ekonomika organizacije združenega dela, ekonomika Socialistične federativne republike Jugoslavije, knjigovodstvo, računovodstvo. Kar te niti najmanj zanimalo, Ja, mašina, kjer je to lahko bral, mislim, to sem se pa res, v bistvu moram reči, da smo mogli kapital pri politični ekonomiji brati, bi še kar zanimiv, glede na ostale, računovodstvo, pa neke knjigovodske zadeve, to ne vem, kako sem sploh. No in v bistvu, jaz se pravim, že takrat,
bral. Od slikarstva sem bral na Skrvej do, recimo, ena zanimiva revija je Radar, še zdaj obstaja Radar. No, jaz sem že takrat bral, ne, in imam še zdaj vse spravljeno. Tako da zdaj sem redno naročnik, takrat sem jih kupoval, še zmanjam nam to, ne. To je zelo zanimivo, za moje pojme, strnjena... Pa tudi, večino skoraj so zanimivo, zdaj se je mogoče mačkem bolj v korak s časov šlo, ampak prej bilo pa tisto, ki me zanima, definitivno. No, ampak vse tak sem bral, ne sam tiste, ampak finte je bilo o tem, da nam zdaj predolg. V bistvu, jaz sem se prišel odločil, da tega ne bom zdržal, ker pač sem rekel, mama, jaz ne bom, evo, jaz tega ne prenesem, pa prav meni je rekla, veš kaj ti povem, je rekla, lepo te prosim, je rekla, se butas na božnici bude ne bi jih mogel narediti, ne, je rekla, lepo te prosim naredi, je rekla, pa zaradi mene 5 krčeš. Je rekla, sam da boš pa kruhi, je rekla, tako da boš nekaj pač... Ja, no, seveda, se zdaj hvala Bogu, da si jo, ne. In pa se je to res zgodilo, sem sklamfal pol ti skup, takoj po, ko sem končal, sem dobil prvo zaposlitev, imam še štipendijo Energijo in Investvarnost, dokaj je zdaj tamle, pravzaprav ni tamle. Bartek Varnost je zdaj. Bartek Varnost, ja, seveda. No in jaz sem začel v bistvu delati na računalnikih, tako se glih ta vdel za računalništvo čist na začetku, ne, take kište smo imeli še na kolm, z dva smo začela tam zastisnem. No, pa sem šel v vojsko, ne, zanimiva izkušnja Priština, ne, to mi je dalo tudi kar dobre življenjske izkušnje, Priština. Tam je bila, mimo grede, čisto na kratko, iz Prištine. Tam je bila ena, takrat je bilo že kar vroče v Prištini in enkrat je nekdo dejal, da je vse belo, ne. Ja, to so malce v šali, ampak... Ja, pa ni bilo to v šali. Ne, v bistvu, to je res bilo, ne, zdaj to tako, ne, jaz, kar se zdaj, pač se gli te teme dotakla, ne, no, takrat je bila to družinska tragedija, ko so zvedeli, da gremo v Prištino, ne, to za maj medij nismo vsi prišli na Paurine takrat, ne. To je bilo res, to je bilo ravno po tistih demonstracijah, 81 leta dol, ne, in zelo frišna izkušnja, zelo frišne zadeve, ne. Pač jaz ne vem, zakaj sem bil ta izbran, zdaj sem kadol zašel, ne, in, ampak sem se tako neko psihično pripravil, ne, jaz sem že relativno, ko sem študiral malo starejši v vojsko, ne, nisem veliko 18 stala, pa že čez 20, ne, in sem tam neko, ko sem rekel, ne, tudi če drve na meni kole, jaz sem to prinesel tist let, jaz sem bil godišnjak, ne, bomo že nekog, ne. No in tudi tako na ta način sem pa to, je pa res tako, ne, ko smo prišli dol, ne, notri je bilo približno 2500 vojakov v tej kasarni, maršal Tito. Ampak od ozuni je bilo tako, izgleda, pač drugačno, kar je bilo noter, ne, moram reči nekaj, ne, da od komande, veliko teh, ki sem slišal bolj od kolegov, ki so v Sloveniji služili, ali pa recimo v Beogradu, Garda, pa takšne zadeve, ne, šminkari, ne, mi smo bili tepihari dol, totalni, ne. Ampak so pa tolerirali starešine, znotraj smo bili, če so normalno so v naših ženskašnih akcestnih zadev delu, je bila tako, taka na pol, ne glih družinska zadeva, ne, pač tisto, kar mora biti, ampak ni bilo pa res, ne, ker so vedeli, da je v zuni zabaza, ne. Če v zuni, recimo, v Prištini, kakršen koalicije den bil, recimo, da je en petardo vrgal, da je nekaj razvojno izložbo, ne. Tako je zaprta kasarna, šleme na glavo, brzostavike pa čakali. In ti so bili v pisanah, ali ti so bili za kulturo zadolženi, ali ti so bili res na straži, vse, zaključil. Kaj je bilo tisto z belo? Ja, tisto, so pa rekli starešine, jaz sem bil rod lahko protiavionska, LPA. Mi smo za kasarno vsak tiste kanone in to nazad bil res en hribček, ne, in so sedeli, pač to je tak ključen trocevn kanon, ne. Jaz sem bil iz Anžije, fajn motoški se leksuku, pa fajn bilo, da daš ko zaigrati. No in rekel, tak nas pač kapetan, rekel, tak hribček, je rekel, se note kaj afne gunca, ne, rekel, to nagor, rekel, par let nazaj, let pa pol nazaj, rekel, je bilo vse belo. Kako je bilo, ne? Sneg? Ja, sneg, ne, rekel, ni bil sneg. Seveda kapce, ne, kape, čepice, demonstranti in tam je rekel, to je bilo tako, je rekel, da smo mi, ne vem, par dni sedeli v spono bojno municijo noter in s tistimi kanoni, kaj v tiste hrib je rekel, in če vem, sad tako naredil, bi sam za robotarje rekel, tako da nas so in tudi moram reči, da recimo pol ti izhode, ki so bili običajni za umest, ne. Jaz sem celo stalno dozvolil, jaz moram reči, da jaz tudi bi lagal, če bi rekel, ne, da sem nastradal. Jaz moram reči, da mi je že slikarstvo tam zelo prav prišlo, jaz sem, preden sem sploh puško zadužil, sem dobil že take kup upreme za risanje, kar sem hodil, sem dobil dol. Sam povedal, da slikam, prvi sem ekonomist, ne. In proslav je bilo veliko, ne.
Za vsak koledar so mi dali in sem bil vsega osvobojen v copatih in sam smo mogel sem pa, če sem kaj pač pozabil, jaz sem se občrtal od dan artilerije do dan samoupravljanja, če se bo vse. To vsak teden je bilo nekaj, ne. Zidne novine so ledo, ne. Ampak vseeno si verjetno tiste zadnje dni 09, 08, ja, 07, James Bond, ne. Ja, sitno brojim ne mogu, da stojim, ne, to navejo, te zdajšnji. No, to je bilo pa tako, ne. Z veseljem štel. Ampak dokler se nisem, jaz sem šel pol, mi smo hodili, oziroma ti smo bili malo bolj oddaljen, saj jaz sem hodil pol iz Prištine z avtobusom do Skopja, z avtobusom, to je 90 km, pa z avionom iz Skopja v Slovenijo. In dokler si ni avion odzignil, v Skopju sem že zelo malo za sabi gledal, ne. To pa zaradi tega, ker tistega leta, ki je to počel dol v Prištini, to so nam pa tisti so že odslužili, vojaki, ne. Se je podaljšali. Ki je počel, so šli z vojna policija, vojaška policija po avtobusni postaji v Prištini pa na železniško postajo, kjer so bili še na Friščini bili že v civil, vse nazaj na za 4 mesece, 5 mesecev. No in ti si jo tu dobro odnesel, si prišel domov, si šel nazaj v varnost, kjer si kar dolga leta delal, prilično si imel kar dobro plačo. No in še nekaj smo se zadnjič ob kavici pogovarjali, veliko je bilo tudi teh športnih iger, nisi glih športnik, ne? Ampak kot te eden vprašal, znaš igrati rokomet? Kaj si delal? Ja, ne, to so bile, včasih je bilo tako, ne, včasih je bilo res malo drugače, ne. V bistvu sindikalne igre so obstajale v bivši Jugoslaviji, ne, in vsaka firma ali pa firme so bile pobratene s kasarnami tudi, ne, in mi smo bili, mislim, da s Postojnsko kasarno nekako, in to so prišli vojaki, ne, in smo imeli pol te razne, to se pravi od rokometa, fuzbala, košarke, vsega, ne. Zdaj, kar se rokometa, če to sem, jaz celo treniral, ne, to sem, ampak košarke nisem špilo, ne. A igraš košarko, te vprašal? Ja, sem ko ne, Jerko, veš, da igraš, sem ko ne, kako igram, Jerko pa zraven, boš malo špilo, ne. No in tukaj sem špilo, ne, da sem enkrat skolopil s tebo, pa večkrat okolo lauho, da sem jih vzmešal, to žogo v rok nisem dobil, ne. Ampak to so bile zaradi kolegijalnih odnosov, ne, to so bile res... Po tekmah je bilo potem lušno. No, pa seveda, pa se je pa rajal, ne, ker vojaki so bili, izkušnje so se menjali, kaj se tudi vržili gor na kak roštilj, recimo, ko smo se pa kaj zadržali, še pa to se je tako lušno zveženo. Milan, tebe enkrat, ko si bil že nekako ustaljen v varnosti, poklical, takrat si že tudi si ustvaril družino, če se ne motim? Ne, bila sva zdaj pa žena, tako je. Te je poklical takratni direktor medijskih toplic, Drago Butja, žal že pokojni, in dejal, če prideš k njemu, da potrebuje takšen profil, in ekonomista in kulturnika, ne, oboje. Takrat si se že ukvarjal, mimo glede že slikarstvo. Zdaj, kar se tiče slikarstva, ne, jaz moram reči, da že v varnosti, jaz sem recimo v varnosti, sem bil po vojski, sem bil premeščen k že tudi pokojnemu, no, Borutu Drnovšku, ne, ki je ustanavljal izvozni oddelek, ki sem pol na izvozu do konca te karijere v varnosti, ne. Začela sva s tem izvozom takrat z Borutom. No in jaz sem že takrat, mislim, kar se slikarstva tiče, recimo, ne, jaz sem delal kot recimo referent za izvoz, ne, začetni tečaj risanja na akademiji, večerni tečaj, nadaljevalni tečaj risanja na akademiji, portret risanja na akademiji, 10-dnevno šolo za slikanje v Novem mestu, ki sem dobil neplačan dopust in koristil, da sem sam, da sem šel kaj dol. To je bilo vse že takrat. Jaz sem skozi, permanentno, jaz sem delal 88 let za sprejemne izpite na akademiji, ne vem, če sploh kjer to ve, ne, da bi ob delu celo študiral likovno akademijo, seveda, ne, seveda, absolutno. Uradno likovnika ni ob delu, ker je bil salta montare, to je nemogoče, pa samo enega so vzeli za ob delu, recimo, ne, enega. In to verjetno ne tazga, ki je prodajal elektromotore pa elektroopremo, ki je bil vsaj povezan z dizajnom, ne. Tako da je bilo možnosti, ne, seveda sem odletel takrat, ne. Ampak to je bilo vse v tem, jaz sem tudi veliko dopusta pokoristil za slikanje. Kaj mene pa rekli, da bi slikal, sem mogel dopustil, zdaj sem se šel. Slikal si, to je Drago Butja vedel, to je vedel. Te povabil in zanimivo je, kako si se ti odločil, lahko rečem kar svojim prijatelju, prej si ga že omenil, Boruta Drnovška, pokojnega,
da boš šel, ne? Ja, Nekaj te je še pričevati. Ne, hecen je bilo to. Ne, to je bilo hecen, ne. Ker je šel Vujta Drago za direktorja Medijskih toplic, je res to meni rekel, jaz bi rabo, ker res pa je, da sem jaz na ekonomiji pri profesor Planini diplomiral pač turizm, ne. In je rekel, jaz bi tebi nuco gor, je rekel, sam zdaj ne morem, je rekel, ker ne moramo dodatno zaposlovati, je rekel, ampak rekel, vse te nam spravimo, imaš le fajn šift, pa to ne. Jaz sem rekel, ne, me zanima, veš, sem rekel, vsaj moja kultura, pa to, ne, pa animacija, pa... Pa si malce pozabil. Ja, ne, ampak je rekel, če bo za to, je rekel, te bom jaz poklical, ti reč samo ja ali pa ne, nič nova govorila. In to se je res začelo, pa smo pozabili oba, ne. In 2 ali 3 let, jaz veselo, gor, jaz v varnost po Nemčiji hodil, pa ne vem, enkrat se brez to naredil, ne, in lepo s telefon zazvoni in prav, ti zdaj pa je tisti ali pa ne. Zapravo sploh nisem vedel točno glih, za ko se gre, sem rekel, kaže. Je rekel, a boš prišel zdaj k nam ali ne? Sem rekel, ja, veš da ja. Se že odknem na razgovor, tako ja. Jaz pridem nazaj, na en A4 formatu, enem stavki, prosim za sporazumno prekinitev delovnega razmerja in če je možnosti brez odpovednega roka. Zapakiram do direktora, takrat je bil seveda direktor Drnovško Borut, ne, in tako je telefon zazvoni, prav pecam. Pridem, kaj? Sed se, prav, a se ti tebi zmešala, pa? Sem zakaj? Je bilo kaj to tle, ne? Jaz sem rekel, se vidiš, ne? Je rekel, pa kaj ti muči, je rekel, ne? Je rekel, kaj ne robi, rekel, imaš plačano? Je rekel, ne, v redu, fajn. Je rekel, kaj te podrejeni zafrkavajo v deku? Ne, v cupre so zastopno. Je pa kaj pa? Je rekel, jaz bi šel. Je rekel, res bi šel? Je rekel, ja. Je rekel, pa ni ovake. In tako sem se rašla. Čez brez se, je rekel, a ne, še tako je rekel, pa je brez se, da te pripričujem. Je rekel, ja. Je rekel, okej. Pa smo šli, ne. S tem, da je seveda definitivno na bistveno, že to je podatek, recimo, če imaš res dejansko neki da te žene, vse zdaj, če gledaš, recimo, ne, prej sva rekla premočrtna pot ali pa po vinki, ne. Če gledaš strogo iz ekonomskega vidika, ne, absolutno, čisto sigurno slaba, definitivno slaba. Sploh, ker te je še potem vse doletelo. Ja, ne, ampak očitno zdaj, če bereš tudi, recimo v neki teoriji, neka floskula, pa nekaj obstaja, recimo, da vsaka stvar je na dolgi rok za nekaj dobra, pa to je nekaj izgubljena fraza, ni res. Zdaj, pri teh letih, če gledam mojo kronologijo, za nazaj, čisto vsaka zdaj še tako neprijetna, ja, pa če daš v en mozaik, recimo, bi ti skamočk manjko. In to se je očitno gre po enem takem sistemu, no? In dejansko gre to nekako. Zdaj se bo dotaknila res tistih cvetočih let medijskih toplic, tako tebi, kot meni, kot mnogim v Zasavju je žal, da so zdaj takšne, kot so, ampak v medijskih toplicah se je rodila slikarska kolonija iz Lake, dobro, iz Lake Zagorje zdaj, ne? Potem tam se je zvrstilo ogromno teh vrhunskih slovenskih ansamblov, modne revije, skratka, bilo je res seminarij in imel si pestro življenje v teh medijskih toplicah, vmes si ustvaril družino tudi, ne? To je bilo na tem prelomu, vse se je to tako začelo, to se pravi. In propadati je začelo potem. No, to je pa druga zgodba. Zdaj, to je vse, da bom zdaj ponavljal, ne, ker takrat, ko sem jaz prišel, dolžen sem bil za marketing in za spremljevalno ponudbo, ne, to se pravi kulturno zabavno ponudbo. No, in takrat je bil, jaz sem popolnoma proste roke in z direktorjem sem se takrat zmenil, oni delajo investicijo, je rekel, jaz imam investicijo, če ti imaš trženje. Rekel, sploh ne zanima, kaj delaš, je rekel, ti, in tako smo to delali, ne, rekel, jaz pa to pa tebe ne zanima, ne, okej. No in dejansko, takrat smo začeli, so se generalno dogovorili pa takšen, če bomo v medijski toplici delali preditve, karkoli, bomo tako šli. To ni zdaj ena navadna gostilna, to ni en navaden objekt, dajmo to na višji nivo, kar bomo delali manj, pa tisti bolj kvalitetni. In tako se to je bila tisti generalna usmeritev, ki smo jo takrat začeli, oziroma ki sem jaz poskušal, no. In pa se je res začeli, namesto recimo, dobro, res nimam nič celo pristašen tega, da se lokalne ansambli pa to promovira, pa to, ampak ne moramo biti pa čisto ekskluzivo, ne, to se pravi, da brez, ne vem, enega band, ne bom zdaj omenil, kjer so bili, pa da bo enkrat probati, ne vem, Faraone dobiti, pa da bo enkrat dobiti, ne vem, Don Venturi band, pa da bo enkrat Avija band, recimo. Pa Čuke, ne. In pa sem jaz dobil kar naenkrat od neke informacije, da me kritizirajo, dokler nisem bil, jaz sem v medijskih toplici, so bili dober, ne bom zdaj rekel, kjer domač, ne, zdaj so pa vse na glavo gor postavili, ne. Ampak ne, to je dvignil celotni nivo, ne, mi smo imeli, kar se prediti učiče, recimo, ne,
z Zdravko Grežina imamo takrat licenco za izbor Miss Slovenije. Mi smo imeli naparkrat finale, na bazenu, vse pisto, lepotička čez in vse, krasen aranžmaj. Potem recimo, ne vem, snemanje televizije. Mi smo imeli Vlado Lesko Rejemo eno oddajo, so 10 dni bili zaprti, pa snemali, pa vem, za nacionalno televizijo, ne. Mi smo promocijo, recimo Simona Weiss, Irena Vrčkovnik, spote snemali na te, recimo, v naši, to je bilo, mislim, res, nivo... Novoletni plesi. To čisto sploh, novo leto je bilo, mislim, to je bilo praktičen, novo leto je bil, recimo, oktobra razprodan, za svet. No in ob tem razcvetu, kaj, ko zdaj nazaj pogledaš, kaj je bila tista napaka, da so Medijske toplice umrle? Ne vem, sam menim, da takrat tudi smrt direktorja Etija, Staneta Gošteta, ki je imel tudi vizijo, mogoče temu doprinesla, mogoče ne najbolj posvečena posodobitev zunanjih bazenov, pa premalo notranjih bazenov, ne vem, kaj. Tako, jaz sem to malo jezen, ker nekateri to čistko, bi rekel, čez palec komentirajo, ne, kako je bilo. Zdaj, jaz tudi še jaz, ne vem, ker sem bil res zraven v bistvu, ne, takrat v teh letih, v bistvu, kaj je direkt, tudi tle so bile še neke zadeve, k meni niso bile znane. To so bile neke zakulisne zadeve, o katerih jaz ne bi govoril in tudi ne morem, ker vseh podatkov nimam, ne, bilo je pa očitno nekaj za tem. In to verjetno še tudi traja, v bistvu, še vedno traja. Zdaj, kar je bila osnovna napaka. Osnovna napaka ni bil niti zunanji bazen, ker zdaj, kar se tega tiče, to sem že za milijonkrat že takrat razlagati mogel ljudem, zakaj zunanji in zakaj ne notranji. Za čisto enostavnega razloga, zunanji bazen bi inšpekcija zaprla, ker vsi standardi so šli v maloro, nemogoče je higiensko bilo nesprejemljivo. Tistega starega. Ta stari zunanji bazeni, ne? Bazen, ja. In kalkulacija je pokazala, čisto enostavna kalkulacija, rekonstrukcija novih, ali pa to se pravi rekonstrukcija starih, ali pa nova, izgradnja novih, je, ne more zdaj procentov reči, ampak zelo minimalna razlika je še nove, če bi nove naredili, ali pa ti obnavljali. To se pravi, ali bi jih pa zaprli. To so dve variante, pa smo rekli, pa bo že nove naredimo v prvi fazi. Tako, postopno. Potem pa ni bilo potem, ne? No in pa je bila tudi razvoj medijskih toplic. Recimo, bili so projekti narejen za, kar absolutno je zdaj, če se dotaknemo tudi, sama infrastruktura ni služila namenu, ne? To je bilo premalo postelj, nefunkcionalna porazdelitev postelj po sobah, sobe, recimo, bilo je, mislim, da okoli 30, nekaj 40 sob, to bi mogoče kolegica Ema Renkotova, ki je bila zelo stroga šefinja, bolj vedela, ampak mislim, da bilo nekaj 30 sob, postelj pa mislim, da je pod 100, tam okoli 90 recimo, ne. In struktura posla po sobah je bila recimo ne samo dvoje, pa to celo 4 posteljne sobe, ne. To je brez veze, ne. Zdaj pa si ti dobil biznismen, ko smo imeli seminarje, kako bo pa v 4 posteljne sob delo, ne. In smo velikrat mogli zaradi kakšnih interesov, recimo 4, to se pravi za 2 osebi 4 posteljno sobo prodati, ali recimo za eno osebo 2 posteljno, 3 posteljno, in je bila, jaz sem v hotelu 100% poln, v bistvu po sobah, po posteljah pa 55, 54, 50 recimo, ne. Nelogično. In v naslednjem koraku definitivno je bila veliki pokrit bazeni z vsemi temi, ki so zdaj imamo. Takrat so bili isto na isti poti, recimo Ptujske toplice, recimo Snovik, ki je takrat sam vrtino lukno, naš drugega, lukno so takrat najdli. Topolščica, s katerim smo zelo dobro delali, recimo, ne. To smo se učili, smo hodili po skupaj, mi smo se vodje marketingu dobili vsak mes prejenih, ne. In smo izmenjavali, mi smo zapravo vse imeli podobno, kakor imajo zdaj oni uspešno. Ampak osnovna napaka je bila tle narejena, zdaj jaz to ne bom komentiral, zakaj, kako, oziroma jaz sem hodil pol po svojih močeh nazaj na ekonomski faks, zdaj je že pokojni ta profesor, takrat je bil še aktiven profesor, na konzultacije. Oni me skozi opozarjajo, ne, in vi se boste zainvestirali, to je, kar je logičen, ne, logičen. Krediti v turizmu so na dolgi rok. To kredit, klasični bančni kredit odpade za turistične namene, ker to se denar počasno nazaj vrača. To ni tako, da ti vložiš v eno, ne vem, kakšna vozanja pa ni bilo in počasno. Seveda ne, in to smo, ampak šlo se ni kukor, da to ne sliši dobro.
In skozi opozarja, vi se boste zainvestirali. Na zadnje je rekel meni profesor, zakon se nekaj, je rekel, vi morate dobiti enega patrona. Patrona pomeni to, da vas en pod okrilje vzame. Takrat so se Čateške Toplice, Mokrovič, takrat direktor... Krkina, ne, pa takrat je Mokrovič, da bi se definitivno, ampak ne vem, kje se je lomil. Jaz v to se naspuščam, ampak bile so nek napake narejene, to so bile strateške napake. In zdaj je, kar je. To je pa sramota. Upam, da se bova še videla, da je kopala, mogoče. No, to je edine izziv, ker dejansko jaz sem pripričan, definitivno na tem mestu z vsem tistim, če bi bilo res, recimo, da bi bilo tam gor, recimo, bližene 180 ležišč, kot prej rečem, smo imeli hitro novo gorivo v tem projektu. Da bi se dalo, ne? Absolutno. Zdaj imamo avtocesto, bili smo imeli protokol. S kakšnimi seminarji in tako naprej. No, ampak pa mogoče tudi zdraviliški turizem ali pa. No, klasični ne, ampak sigurno poslovni turizem, nek seminarski turizem je to, jaz sem se pogovarjal z ljudmi, ki so prihajali, recimo, mi smo imeli klinični center doktorje oni so rekli, vi ne veste, kako imate. Pol ure, takrat je bilo dobro uro z Ljubljane, recimo. Zdaj pa res še meni. 25 minut, recimo, zelene in greš glih tukaj iz Ljubljane, če hočeš v Ljubljane, si 20 minut tam, 25 minut. Dovolj v tem, ne? Ne, dovolj, da sem jezen pa, če o tem govorim. Milan, seveda, sočasno si pa ti že začel tudi na likovno akademijo. Tako. In si jo plačeval, ne? Ja, to pa seveda, pritanki so šli. Potem diploma je malce čakala, zdaj si akademski slikar. Še tudi ne čist. Ampak... No, mislim, z vsem formalno bi mogel še zadevo urediti, ne, ker... To pa še boš, ne? Zdaj takole, ne, zdaj pri meni več vprašanje, recimo, včasih se je, recimo, si študent, normalni študent, normalni, ne, se tudi tam ureče, pa si malo pauziraš, pa malo teče, da meni to, mislim, z tega zdavnijo, ne. V bistvu zdaj bo stvar čist fizičnega in psihičnega zdravja, v bistvu predvsem pa časa. Ne. V bistvu jaz sem šolo korektno, moram reči, jaz sem bil reden študent, res sem si samo se plačeval, to je bila privatna šola, 4-letna, veliko sem se naučil, hotel sem se naučiti in prva prilika, ki se je pojavila, privatna šola, jaz na akademijo nisem nikakor mogel naprej zaradi tega, ker res nisem imel tam, ne. Takoj sem zagrabil in sem bil na prvi generaciji, sem bil tudi med mojimi kolegi, recimo, ki so bili star 19, to so pravi iz srednje šole ven, sem bil že takrat 35 let star, recimo, ne. In seveda s tem, da sem imel seveda že takrat družino, z izlako vsak dan v Ljubljano, lastne, to so pravi vse materialne stroške, kar se en let sem nekaj prej, potem sem pustil, takrat sem bil še zaposlen. Pokaj šla pa firma stečaj, sem pristal pa na zavodu, nekaj sem pa rekel, zdaj pa nikoli in takrat smo se žena seveda skupaj odločila, prihranek sva imela, je šel za šolo, do 4. letnika zaključil in seveda pa se šele začel. Po se pa začela po se šele začel. Potem pa seveda, tako kot je v taki majhni državi, kot je naša, ne pisatelji ali pa redki, ne slikari ali pa zelo redki, lahko pa še celo glasbeniki, zelo redki lahko živijo izključno samo od svojega umetniškega dela, morajo biti, vsi imajo še nekaj zraven in tako tudi tebi ni šlo, pa bi lahko narisal zlate slike, ne? Treba je dobiti kupca, slikarstvo je drag šport, v narekovajih, ne? Draga umetnost, ampak si vztrajal, vmes si spoznaval en kup enih slikarjev, prijatelj, Nikolaj Ber. No, to, če te smem prekiniti takole, ne, zdaj v bistvu res je to, jaz mislim, da še danes bi bil mrskjer, mogoče zdaj že ne, ampak v tistih časih sem jaz tole vrtoglavo zadevo naredil, da sem šel res presekal, jaz zmoram pravim, da imam 2 življenja, do slikarstva, aktivno zdaj govorijo, ne, do aktivnega pa pol. In zmoram sem jaz bivšem življenju pač jamru, da bi imel svet svobode, da bi jaz lahko slikal, da bi tega jemo. In seveda ni bilo. Jaz sem mogel res dobesedno dopustil pa te zadeve kraditi. No in zdaj se je zgodil v mojem zdajšnjem življenju svobode, kakor češ. Pa denarja, ne? Kje pa denar? Pa delovna leta? Seveda, pa fin da o tem, da imaš pa seveda familijo, ker to je odgovorna zadeva, ne? Ampak še zmerom trdim to, ne, zdaj, koliko sem že prej rekel, če je to nekako v človeku dano, priješ človeko pred tistega, ne moš mim. Ne moš. Pa doma podpora, verjetno. To absolutno. V tistih letih je pa tole intenzivno trajalo, recimo, ne, bi pa, ali pa mogoče še danes bi bil kar vesel, če se sploh tega ne bilo, to recimo slikarstvo. Ampak zdaj vidim, da je to resno. Jaz sem mogel dejansko dati karte na mizo in dejansko zastaviti, ker to vsak ne bi naredil, definitivno ne.
Dobro sem zastavil čisto vse, pa ne sam denar, čeprav to vse šlo, do fenja. Jaz sem imel, recimo, ko sem jaz naredil 4 let, in to je živa resnica, recimo, ne, ko sem šel, tako so bili še čeki smo jih pisali, ne. Jaz sem šel tako na banko, pa ne nižjo vsoto na ček napisal, da sem dvignil, sem videl, koliko imam, a imam za cel tank benzina ali imam za pol tanka benzina. To je živa resnica. Mislim, to nemogoče, razmere so nemogoče, pa kampansk. Pol leta, nobene slikanke je šlo, noben se ni ženil, nobene zlate poroke, nič. Od tega smo si čakali, ko sahara vodo, ne. Tako da je to ne gre, ne. In v bistvu, ampak, no zdaj še to bi mogel v bistvu omeniti, ne, kar se tiče kolegov, pa prijateljev ali pa mentorjev, jaz moram reči, da sem imel te pa veliko srečo, vse. Zelo veliko ljudi spoznal, zelo veliko takšnih, drugačnih, tle je velika zavist, to je še zmeraj cehovska organizacija slikari, to je zelo zaprt, lahko krog ljudi, te sprejmejo ali te splunejo, če si preveč brihneš, da odpadeš. Najslabije je to, ne slabije v tem ferajni to, da te med našmegle. Se pravi, da ti si tam nek element, si lahko zraven, lahko ploska, lahko se smejiš, lahko karkoli delaš, pa to v bistvu ni, so pa izjeme, ne? Ja, so pa izjeme. Ampak dobro, moraš biti tudi strpen. Jaz v teh prostorih tudi učim, pa prej sem še pol učil, ne. Vsakem to pravim, da v tem, predvsem v slikarstvu gre zelo počasno. To gre zelo, kje hoče prehtevati, bo sleko prej nazaj prišel na nivo, ali pa še bolj nazaj. To se pravi, bo zgubil tiste stopnice, ki bo naredil, bo za eno, a bo še 10 gor, pa bo za 20 nazaj, recimo. Če se malce po športno izraziva, če si dober na 100 km oziroma na 100 metrov, boš za maraton potreboval kar veliko let. Ja, no to je fajn primerjava. Ampak še to, ne, recimo, jaz moram reči, da recimo, prvo prelomno zadevo, da sem se odločil, res sem začel o tem razmišljati, da bi presekal. Mene je skozi to koketiran slikarstvo. 10-dnevna likovna šola je bila leta 87-86, enkrat sem rekel neplačan dopust, še varno zdelo, ne, je bila v Novem mestu. Takrat je to šolo en akademski slikar Tone Rački, ne, se še zdaj poznava, zdaj že kar gospod prijeten. In po tej 10-dnevni šoli smo se rešili, zadnji večer smo imeli še en zaključek, en zidanc, pa me pokličal prav, ja živo, je rekel, zdaj se tako roko, da gremo na razen. Je rekel, kam bo zdaj šlo? Jaz sem rekel, kam, nazaj na šiht, ne? Je rekel, kam? Je rekel, nazaj prodajati marketing, jaz sem rekel, pa čem, ne? Je rekel, veš, kaj se mi zdi, je rekel, da tam je prvo to rekel. Je rekel, meni se zdi škoda to, je rekel, lej, čuš tam. Je rekel, a si kdaj ne razmišljal še na akademijo? Mislil sem meni, da so se od spod odprli, ne vem kva. Sem rekel, ja, mislil sem sam, kako? Ne, je rekel, jaz mislim, da bi ti lahko, da bi ti mogel provati. No, jaz sem pa še takrat domov, takrat nisem bil še nezlaka, ampak kot reč, je pol mama zdajšnja žena sprašvala, kako so z mani dol naredili. Jaz sem bil doma čisto odsotn, kako da sem drogiran skozi. Mislim, kako je to možno, kako bi to naredil, ne? Da mi je umenil. To je bilo za mene nepopisno. Ne? In takrat sva že delala tudi z Nikolajem Berem, to je pa ta druga, to se pravi prva oseba, ki je omenil, je Tone Rački. Druga, ki moram omeniti, je sedaj absolutno, ali pa celo prva, no, Nikolaj Ver, mene se tu že 30 let. Ena sama dobrota, ne? No, ja, tukaj smo malo pa kilometrino. On je bil prvi moj mentor, je skupino Dom, tukaj v delovskem domu smo slikali in risali in on je še zdaj moj mentor. In bo doživljenje, jaz sem rekel, da ima status doživljenjskega mentorja. In res, zdaj smo res prijatelji, rečem, in mislim, vse plati, stranpoti, nevarnosti, kako kakšni zadev pristopiti vse to, ker nekaj treba tudi pomembno, da dejansko te mlade ljudje grejo v tele šminkarske poklice, kao slikari pa neki dizajneri pa to naprej, to ni delč od tega, da je šminkarski poklic. Jaz za sebe nisem bil nikoli, za sebe trdim, nikoli ni delski slikar. Nisem še okoli, če soboto v nedeljo mašnico pa baretko, pa senfaca, pa kravato v ponedeljek, pa biznismen, nikoli. Mene je parjel, me ni parjel in definitivno, ker slikarstvo, če se to resno gre, ampak to govorimo o resnem slikarstvu, bleferi so posod in tam in obeh, amaterski in drugi stvar, to je definitivno. Ampak to je način življenja. To je definitivno način življenja, ki... Poznam tudi svojega sorodnika, Hočija, Čevarja. Recimo, da kar precej dobro sem poznal tudi gospoda Kneza. No, to so prijatelji, to so bili... To so res vrhunski slikari, ampak rečeš za koga, ne? Ja. Da živi na veliki nogi. No, če bi to en kalkulacijo delal, zdaj se to meni velikrat kaj reče, ne? Ti imaš dobitno kombinacijo, ti si ekonomist pa slikar, če tleno že zvozil, ja,
ni šans. Jaz prej drugim slika pa da koga pa se, recimo. Ni problem prodajati tuje stvari, probleme svoje. Svoje, absolutno. To pa je. No, in kako si se ti znašel tu, kjer snemava to oddajo? Zdaj, ta galerija Medija je bila najprej nad pošto. Tako je. Zelo lepi prostori, ampak potem najemnina predraga to je bilo. In potem se je ta čudovita Weinbergerjeva domačija prenovila in zdaj so tu vrhunske razstave. Ja, to je pa... Tudi ta zadaj je... Ja, trenutno je... No, to je tvoje? Ja, to je moje. V zadnji nosim nekaj podobnega, zato pa tudi ta razstavljak. Jaz podobno slikam kako. Ne, v bistvu gre za to, je mlajši slikar, zelo perspektiven iz Cele, Matej Čepin v zadnji. Ja, to je pa tako, ne, zdaj, to se pravi, po tesnim zaključku šole, ne, jaz sem mislil, da me je cel svet pozabil in se ni izpolnil noben na mene, ne. Prvo, ki se je izpolnil, je bil, moram reči, že samih pokojnih govorim danes, no. To je bil direktor Doma starejših občanov Drenik, ja, Boris Drenik. On me je nekako, je rekel, ti glih, tako sem bil še frišen, ne, čist poln teorije in prakse, glih z faksa ven, ne. Je rekel, a mi bi tle en krožek likovni v Domu starejših, da bi dodatno ponudbo starostnikom, ne. A bi ti prevzel to sliko z veseljem, ne, in so tvori malo skeptičen, to smo sto več 10 let, ne. Sicer to je bilo vse na pogodbo smo delali, ne, ampak to je bila taka življenjska izkušnja, mislim, tam ti pa da res širijo in danes recimo velika ljudem prav, ne, če kjer in kaj ni jasen, ne gre za kakšne dni ali pa za kakšne minute na to vci zdom, ne. 2 minute pogovora za en, takole mu pomeni en dan življenja, ne. In ti si jim dal slikati, ti si pa njih slikal tudi. Tako je. No, to bi enkrat mogel, prej sva se pogovarjali tudi neformalno, ne, o nekih osebah Rančigaj, gospodu Rančigaju, imam Pajič, Raj Pajič, ne. On je bil, njega se največkrat malo, on je bil moj fotomodel in on in ti ni vedel. Ampak to so tako markantna osebnost, še nekaj drugih bih naštel. Ja, to je naslikan, to imam naslik. In mogoče Zdenka podjetje, ona te, če si rekel, če si plačil en sok, recimo, ne, si dobil prvi ljubčka, prvo tist solzna. Ona je z Downovim sindromom, ja, tako je. Ampak prijetna. Ja, ne, ampak to, no, v glavnem, to je ena čisto posebna oddaja lahko, recimo, ne. Super izkušnja, to se res 10 let dostal. Druga zadeva, takoj za to, sporedno pravzaprav, sem bil povabljen za mentorja v bistvu skupine za tretje življenjsko obdobje, likovni pouk v Trbovljah, tam sem bil več 10 let tudi, ne. To je bilo tudi seveda neka pogodba, ampak to smo flikali, neke pogodbe, sem pogodbe, kaj, to ni nič stalnega. No, zdaj pa prideva sem. Pride pa leto 2004, pa smo spet prvim pokojnem, to se pravi Drago Butja. Spet Drag Buc, ja. On kliče, je rekel, stari, nekaj imamo za tebe, je rekel, takoj pride se zmenimo, ne, in jaz nisem vedel, za kaj se gre, smo se kakšna slika za narediti, hvala Bogu naročili, ne. No, in je povedal, za kaj se gre, in je rekel, da so se odločili, pač ni na nekih nivojih, verjetno na občini najbrž, ali v kulturnem centru, mislim, v povezavi najbrž, vse to je isto faran, da bi naredili pa, poleg seveda tega razstavišča ga bomo še vedno vabili Delavskega doma, neki bil do takrat edin, še en profesionalen, ampak to, pač galerijo, prav galerijo. To je bilo drugo nadstropje nad pošto, ne? Tako je, to je bila nad pošto, tam je bil en zgornji del nefunkcionalen za pošto in je bil krasno razstavišče takrat. Odlične razstave. No, te pa spet isti pristop, ki sem ga jaz, če sem že tam bil, jaz sem bil seveda takrat na razgovori in sem bil sprejet za polovični delom časta prv in smo se isto dogovorili. Če bojo tle v Delavskem domu so še vedno razstave, pa se še vedno tako je, če bojo pa tle galerija, bo pa tle nivo. No, med drugim je bil tudi od pokojnega Kopitarja razstava, tudi ena lepših... Tako je, ne, to mislim, da je bilo celo dolžnost naša, ker Kopitar je ena markantna osebnost naše doline, pač slikar, čisto en poseben kaliber človeka, tudi zelo zanimiva osebnost in tudi mene učil, ne vem, če si ti v šolo hodil mene, ampak pustimo to. Ja, tudi, in finta o tem, da dejansko smo rekli nivo, ne. Poleg tega je pa ta galerija bila nekako tudi v duhu te naše najstarejše kolonije iz Zlate Zagorje, da je to ne kot nek privesek ali pa nek del tega, ampak če že imamo najstarejšo kolonijo v srednji Evropi, ne samo v Sloveniji, ne, to so leta se bila 55, ne,
se pa že spodobilo, da imamo tudi eno profesionalno galerijo. In to je bilo že nekaj let prej, ampak po se je to rodilo in tako se je to začelo. In od tistega časa moram reči, da tle praktično amaterska, ne, v času rekli, da smo močken snobusk, ne, amaterji ne na trg. Ampak čist iz realnih, zdaj če hočeš tle na trg biti enega renomiranega slikarja, bo prvo vprašal, kakšen je režim razstavljena, ne. Ali je odprta scena, ali je to za vse odprt, če to rečeš, ga a priori ne dobiš, absolutno, ker se ne bo ni potrebno na takih lokalnih zadevih, prvič na periferiji, drugič pa ni taki, rekel, ki ima vsak, ne vem, nam zdaj amaterje žalil, ne, ampak ker so lahko dobro, ne vem, glede... No, recimo Jože Potokar Cvrča, ne? No, seveda, se pravi, absolutno, absolutno. Ne, še tle tudi to, recimo, jaz sem dal tudi vse te vode skozi, recimo, ne, ker zdaj, na eni strani, kar smo že teh, recimo izobrazeni slikari, recimo, imajo čas, mogoče a priori odklonjen odnos do te amaterske scene, recimo, in mislim, da to ni čisto prav, ne, sej človeka, če ptič poje, ga ne moš utišati, da ne bo pel, ne, če sok slika, ne moš prepovedati, da bo sliko, ne. Je pa res nekaj, da so amaterji sami kriv, da so takšni, pač nekateri so, ne. Mislim, tipični amaterji to vse ve, on boš povedal, kako se barva zmeša, servus, jaz sem faca. Dela 100 na ure. Ti pa še zdaj praviš, da imaš mentore, ne? Ja, absolutno, do konca življenja in definitivno se skozi učiš. Učimo se celo življenje. No in ta galerija je res lepa, v tej galeriji so res vrhunske razstave, tudi stavba je dobila lepo podobo, tudi zunanjost je lepa, spodaj je tudi lep prostor še enega zagorskega umetnika, Radka Korošca. In po dolgih letih si spet polno zaposlen na 8 ur. Ja, to ti pa že nekako pripada zdaj, ne? Ne, to bo čas... Si pa že prislužil to. Ja, no, zdaj se, ko bom šel jaz... Ker šel včasih tudi v muzej, ne? Ja, to so pa... No, se nam zaradi tega, ne, zdaj, ko so že pri tej moji čisto osebni zadev, ne, res je to, da sem res zelo hvaležen za to, da sem zapolnil za nedoločen čas in za polni delovni čas. Pa tudi to ni bilo čisto slučajno, ne? Namreč res takrat je prišel v tem Rudarskem muzeju kolega, ki je zaposlen gor za polni delovni čas, je imel težave, tako da je bil pol leta odsoten, ne? In takrat, da niso iskali zunanjega sodelavca, ne, so rekli, ker to vse spada in galerije in seveda je muzej pod kulturni center Delavski dom, ne. In so rekli, če bi jaz, ki sem že tukaj, ne, da bi nekako kombiniral to, ne. To prvi sem imel osebno že kar malo pomisleke, ker jaz sem, moram reči, ne da bi se zdaj hvalil, bo že prej so prišli kdaj kakšne prilike, da bi se lahko zaposlil, recimo, ne, sicer slih iz tega, ampak z Bljužga, mislim, so vedeli, da pravzaprav nimam denarja, ne. Ampak jaz sem se zavestno tega, če sem šel ven, ne bom šel več nazaj, ker vem, kako bo, ne bom mogel več slikati. In tle sem spet imel pomisleka, ali bi šel, ampak sem rekel, okej, bomo probali, in smo pol to začeli. Zdaj ti ni žal, ne? Ne, seveda ne, in tudi mora že, tudi ni to mimo mojega delovnega, mislim, ali pa recimo moje življenjske filozofije, meni zgodovina tako in tako odgovarja, pa še s Knavošem sem tako in tako povezal, sem že prej ugotovila. Milan, še na en telefonski klic te bom spomnil, ko sem še šel jaz prvič ogledati cerkev v Piranu. Pred ne vem koliko leti, pa sem prej veliko krat bil v Piranu, potem sem šel pa enkrat ogledati, je treba le malce po stopnicah tudi. In nisem mogel, da te nisem poklical. A veš, zakaj sem te poklical, ne? Ja, veš, veliko je, to je spet za eno oddajo. Da jih veliko pokliče tako, če vidijo, kje je tvoja slika? Ne, ali je to, recimo, kjer je na določenem, rekel, na otvoritve razstave, poje še kdaj, kjer mi pove, pa pokliče, ali pa, recimo, pokliče me ponavadi, jaz zdaj malo lahko rečem, no bom zdaj rekel za to, da bi te laskal, recimo, ne, ampak imam občutek tak mačken tunsta, recimo, ne, ker recimo, da je mene, recimo, poklical moj profesor, ta pa reden profesor, zdaj sem pa diplomo tudi oziroma zastavil in to je pa moj ta tretment, zdaj smo pa tretjem, ne, to se pravi, Tone Rački, Nikolaj Ver, Tone Rački, Darko Slavec. Darko Slavec, to je pa še vedno aktiven profesor na šoli, zdaj na drugi akademski slikar, ta pa fenomen. Kar se tiče pa, mislim, slikarstva, tega človeka pa jaz dejansko ne poznam in ga nisem poznal in ga ne poznam. Mislim, teoretik in praktik, filozof, mislim, celim kapo dol. No, in tam pa je tudi poklical.
Tam je pa je poklical in za tolo razstavo, za tolo ne. Zato sem te jaz ne. Zato ne. Tolo si imamo pa prva razstava je bila tle. Tukaj, ja. Tema letoma. Tako, 2 let. Druga je bila potem predvsem zato, ker je tako tle odpirala Tatjana Prilikover, rekla, da je pač zdaj bila zanimiva razstava, da bi jo v Ljubljano prenesli in smo jo pol čez 2 meseca imeli na inštitutu Jožef Štefan v Ljubljani, ta ista. In je videl? Ne, tam je bil celo na razstavi. Je prišel in seveda sva se lepo pogovarjala in jaz rečem, da sva zdaj prijatelja, ker sva res prijatelja. Potem sem pa s to razstavo šel v Jahkajev salon v Nazarje. Mi se obveščamo, se pravi tisti, ki se poznamo, in tudi jaz njega, tega Darkota, skozi obveščam v mojih dejavnosti, recimo, da vidi, da sem aktiven. In sem mu tudi en poslal vabilo in se mi je opravičil, da ne bo mogel priditi. Sem kar tako formalno postavil, sem rekel, ti že tako veš, ko bom razstavljal. Ne, je rekel, ampak bi šel vse rad enkrat prišel. Je rekel, ampak ne morem. Sem rekel, ne, to pa nič tazga. In ko se je zgodil, enkrat nekega dne zvoni mobitel in prav, dober dan, Milan, živijo, servus, Darko, pri telefonu, sem ko živijo, kaj pa je? Prav, veš, kaj sem zdaj? Je rekel, z mojo ženo sva na tvoji razstavi v Nazarjah, je rekel, in gleda v tvoje slike. Je rekel, ženo ven naspravil, ker ona pa žena pa ni bila na te. Je rekel, zdaj se je kar pustil, da gleda detajle, je rekel, mikrostrukture celo ugotavlja. No, in tam je tudi, in me je presenetil, da je šel še enkrat na razstavo. Zelo podobno je šel tudi ta klic iz Pirana. Ja, zelo podobno. Preseneče. Ne, zakaj kličem. Po Piranu sem, potem ti je bilo pa že jasno. Ja, pa je že malo. Križev pot je bil, razstavljen. No, to je pa spet ena dolga. No, se je ta crkvena tematika. Ta križev pot je zdaj v Šibeniku? Ja, se pravi, to je zgodba. Škoda, ker nima tu časa, ampak finte, ja, je. Ampak finte o tem, da to je bilo pa spet tako narejen. V bistvu, jaz sem bil takrat povabljen, vsako leto imajo enega slikarja, zberejo na natečaju za Cvetno nedeljo, da po 7 cerkvah v Piranu naredi svojo verzijo križega pota. Mira s mojim prijateljem Nikolajem Berem so enkrat sedela pa globoko razmišljala. Jaz sem takrat delal za cerkev ena restauratorska dela, ene nove bandere, te se nosijo za procese. In mene enkrat Miki prav, ti je rekel, tole zdaj cerkvin slikar ratu. Jaz sem čakal, sam to tudi nadelam, sem to pač delam. Je rekel, dej ti si kdaj razmišljal, da naredil svojo verzijo križega pota. Sem rekel, ne, to pa nisem ko razmišljal. Je rekel, daj ga nared, no. Če ga noben ne roči, kako vam pa delo, brez veze, Pa prav ne, je rekel, če svoje variante, rekel, če ga vštigam tudi jaz. In seveda, to je bilo takole, pri špricari mogoče, 1 let, 2 let, 3 let, 4 let, nič. No, že kaj delaš, nič, jaz nič, noben ne delo, nič, pozabila. Extempore cum, art cum, Janez Knez svojega pa je imela, on je seveda že pokojno, ampak še ta extempore še obstaja vedno, zdaj bil septembra, to je 3 dni na vrhu kuma. Zdaj Cvar, ga ima. Ja, Cvar, Zoran Cvar je zdaj, Severina Trošt Šprogar je pa umetniški vodja, kolegica. Ja, in gor seveda ekipa in tam je moj sošolci iz te šole, Janko Vrač iz Novega mesta in se tam hvali z nekimi katalogi, pa jaz vidim križev pot ima napisan, Piran. Sem kolega Matko, zdaj pa še ti, Proko. Sem ga tudi križev pot delal. Seveda sem ga delal, če sem bil pa povabljen, Nirko, ga imaš ti tudi? Sem ga ne, pa bi ga naredil, sem ko bi, če bi bil sprovociran. En teden po tistem me že kliče, je rekel, naredi vzorc, pa ga pošljem na dol, pa en društvo svetega Jurija, akademska slikarka Mira Krpotečiček, ki je bila tudi v naši koloniji in gre, to se kar potegne ta veriga. No, in je šlo skozi. Jaz sem naredil eno verzijo križega pota, Zorko, župnik je bil zelo zadovoljen, so bile premihne slike. In je rekel, ne naredim še eno verzijo križega pota. Sem rekel, to ni možno. Kako mi se naredil še 14 postav? 14 je bilo narejenih, je rekel, premihne slike. In si jih naredil še 14. To so bile čist druga verzija, ena svetla, ena temna. Moram reči, da je, ne vem, kako se je zdaj, ampak glede na to, kako je bil pol tudi ostali odziv. Lepo, pa še taka lepa zloženka. Zloženka vse. In seveda po tistem je bil ta križev pot razstavljen še v gradu Beltinci. V gradu, to se pravi, kar je zelo zanimivo, v kinu Šiška celo. A si postavljaš alter scene in kako? Vlada Poredoš, kolega Orlik, ki so imeli predstavitev svojega novega CD-ja in je meni rekel, če bi imel se razstavil križega pota. Sem kot ti zmešen, se bo čakal, dobro, se jaz nimam nobenih barijer, tole pa ni čist, mislim, to bi enkrat mogel pokazati, kako je spadlo, to je bila dvorana oblečena v čisto črno, pa moje slike križega pota, gore fokusi točno reflektorje na to, lebdele vse v luft, neverjetno.
No, to je bila ena varianta, pa v Avstriji se je nastavil ta križov pot. Potem je pa pri meni doma bil. V spalnici, seveda, ker je bil nekomercialen. In potem klici Šibenika? Potem pa spet je moj profesor, to so vse povedali, moj profesor, ki me je seveda učil tehnologijo, kemijo pravzaprav na faksi, Marin Berovič, doktor kemije in oziroma magister slikarstva. On je Šibeničan in on bi naj naredil križov pot za to res eno novo cerkev svetega Nikolaja pač v Šibeniku, ne, nad Marino, čisto dol Nova Marina, na vrh cerkev. In prišel spet do tega, ne, me vpraša, nekaj govorijo, pa prav, če kaj razstavljam. Si, ko ja imam, no, še v Loki, v Zidanem mostu sem lih takrat, tudi lih predsvaro, ja. Ko je vrsto let prosil, da bi ga dovoljamo. No, se imam pa eno razstavo križov pot v Loki. Prav, kaj se je kot ti križov pot? Sem rekel, kak križov pot? Je rekel, zgatina malo, se ko ja. Pošli mi slika, je rekel. Znaš pa razupaj. Je rekel ti, je rekel, a bi ti to dal, jaz bi mogel križov pot narediti in nisem figuralik, je rekel, se ne bom tega lotil, a ga ti prodaš, kaj dol? Si ko čak, ti nisi resen, ne? Sem rekel, kak križov pot je to dol, te boj farani na kol nasadili. Sem rekel, ker je res, v bistvu knapus, meni je rekel, dol njih v Loki, ne? Gulič mi je takrat utvarjal v Loki razstavo, je rekel, to res čist knapus križov pot, ne? Je res zelo prizemljen, ne? Če bi o tem govoril, in tudi jaz sem v intervju na Radio Slovenija me vprašal, to je čist prizemljen, to je osnova. Tam, kjer si? Ja, finta o tem, da vsak križov pot dela, jaz sem z tega izhajal, ne? Ravno novina me je vprašal, ne? Sem rekel, da pač vsak, ki je rojen, dela svoj križov pot, to je čisto življenjska zgodba, je prav zanimivo. Je rekel, ampak ko pa ateisti, sem rekel tudi, ali vejo, ali ne vejo, ampak ga delajo. Vse križov pot je alegorija na tisto, kar pač človek doživlja, ne? No, zanimiva pot. In jaz mislim, da na pot to šlo in seveda zdaj, če bo šlo kjer, seveda Šibenik, Sveti Nikolaj, moja slike gor, vsi zadovoljni. Kako si pa kar po pošti poslal, si peljal? Ne, v avto pa sva šla z Marinom Berovičem, lepo trubadurja, kuka z bojema. Zdaj si moram, pa če bi vedel, pa bi si šel gledati. Tremi meseci sem bil. Ne, zanimiva, škoda. Boš pa imel mogoče priliko, te bom povabil, če bo prišel do projekta, namreč, tak je bil koordinator ali pa pogonska sila, da je ta cerkev živela z mojim križom potom zdaj dol, ne? In še hec si bo tudi samo otvoril, oziroma nismo niti vedeli, kako bo prišli, ne? Slučajno se je tako zgodilo, da sem imela ta križov pot pa peljala eno soboto popoldne v Šibenik, to je bilo enkrat spomlad letošnjo leta, ne? In so imeli so brez slik, cerkev prazna. Druga so imeli pa Birmo in noben tvorano niti ni vedel, niti oni so vedeli, da me slike pripeljo. Mi da so se pač pripeljali. In smo slike obesili gor, druga prijo, pa gledajo, kako to je. Škof je špricov, ki je žegno tisti, če ne bile one bar, bi redno vse dol stekli. Vsako sliko posebej blagoslovil, to je bil cel ceremonial. Mislim, neverjetno. Knapovski križov pot jim je všeč. Ja, je, in res, jaz sem bil presenečen, pa so tudi res navadni državljani, no, državljani so rekli, da je nekaj zanimivo, da je čuden, da je to, ampak sam še to bi umenil, poleg so se pa, ko smo to naredili, je pa tak, ki je bil res koordinator, rekel, da je še takoj, ti znak so imeli na soboto dol v Šibenik, je pa ena velika galerija, mestna galerija dol, in če bo to res, da so redatelj želeli, da bi še ta druga verzija, ki je še ena pri meni doma, pa ta, pa plus te moje slike, da bi enkrat imamo tako retrospektivo v tej glavni galeriji v Šibeniku. Z največjim veseljem. No, to te bom pa obvestil. No in kot je človek takole poslušal o slikarstvu, pa dobro, tudi vse druge teme so zanimive, se kar nekako navdušiš za slikarstvo. Dve hčerki imaš, ne? Ja. Si katero od njih navdušil za slikarstvo? Ja, takole je. Zdaj, jaz moram reči, da so obe hčerki zrasli pravzaprav v ateljeju mojem, ne. Jaz sem že takrat več o meni na pol bil svobodak, ne, in predvsem tam mlajša, ne, Nika 98 letnica, ne, in jaz sem takrat ravno že študiral, ne, in bil več o meni Ljubljana po ateljeji. In ona je bila, takoj, ki je skubacala, je bila že pri meni. Urška pa tudi, ne, ta velika. Tako da je skozi imeli stik, predvsem z terpentinom, pa z duhovi, pa z kemikalijam. Pa jaz sem dal na tle, pa so risale obe. Obe moram reči, da dejansko imajo talent, če bi seveda tako, čisto generalno gledal. Vidim, krišo. Zdaj, Urška je starejša, je seveda končala magisterij na biotehnični fakultet,
tako da zdaj išče zaposlitev, pa tudi še zmeraj kaj načečka. No, mlajša je pa na akademiji. Včeraj se je začela šolsko leto, je drugi letnik restauratorstva. Tebe za mentorja? Ja, zdaj si delijo atelje, pa sem nekaj domogla una za sebe, ker jaz moram imeti svoje atelje, ker to je intimno, to je svet prostor. Poznam slikarje, ki ima vstop, ne, res dejansko, ne bom zdaj, lahko tudi povem poimensko, recimo Prešernov nagrajenci, tako visoka in vsak ni zaželen v ateljeju. Ja. In to je, ampak moram pa reči, kar se tiče mojega ateljeja, je vsak dobrodošel, jaz to se maj kecam, ne. Recimo včasih, ki je prav, če kakšno sliko, kaj delam, ali lahko maj pogledam, pridite, ne, problem. Kolegi, ki me poznajo, vse imamo tudi druge prostore v hiši, to so od kuhne do dnevne, do ne vem kam, ampak vsak v atelje. Tam je fajn, imam tam eno bambus garnituro. Sorodne duše. Ne, pa ne, tam neka energija zgleda, da je pozitivna. No, tako da obe bi zdaj ta velika celo malo, enkrat mi je rekla, zakaj jo nisem bolj učil, jaz tudi risati. Si mi pa rekel, a sem kdaj vprašala? Je rekla, to pa ne. No, vidiš, gospod pa niso vprašali, ne. Ker ni tukaj dosti velika ambicija. Ampak je pa tako, ne, dejansko, če bi hotele, no, sicer je pa tako in tako, ne, sam pa vem, ne, da kako je s tem poklicem, ker jaz pravim zvrnem, to poklic sicer je, ampak je to poklic z veliko pisan, ne. Jaz še zvrnem trdim nekaj, kar je zelo zanimivo, recimo, včasih tudi kjer ne verjame, ne. Včasih je prav, ti pa zdaj vendar uživaš, ne, uživaš, slikaš pa uživaš. Jaz v bistvu ne uživam. Mislim, uživam. Užitke, ni to neka nirvana, ni to neka seansa, ni to nek, ne vem, haj. Ampak moram, dobesedno, če en dan ne slikam, jaz sem nervozen. Mislim, dobesedno, to je obsesija in če ne gre to z mene ven, jaz dobesedno čutim na obnašanju, na tem, da pogrešam to, moram. Sem včasih tukaj crken, ampak dobesedno te scuza to. Veš, da nekaj podobnega čutim, moramo daje snemati. Ja, no vidiš, pogled. Ne, sej, no, to je to, ne, tist, kar človek, zato pa ali slikar, ali dober novinar, ali dober pisatelj, če so pisatelj recimo, ne, ali dober, ne vem, mesar, ali dober, ne vem, komunalni delavec, kjer čuti svojo potrebo. Seveda, to je to, vse to ni važno kako. Ali je gnar stranskega pomena. Ne, in s tem se ljudje obremenjujejo, pa to ni res. Če en dober vrtnar uživa v svojem, ali pa dober kmet, mislim, to je kralj, to je fenomen. Ampak ljudje se preveč a to, kjer faks, pa ko ima to veze? Mislim, kot če ima en 3 doktorate, pa dolgocajten do nemoglosti, to ni več. Ja, jaz upam, da mi dva nisva bila dolgocajtna, dolgočasna. Dolgocajtna je po naše, ja. Če si boste to oddajo na mojem Facebook profilu ogledali, jo všečkali, delili ali kaj komentirali, boste imeli možnost priti do 2 lepih nagrad. Prvi žrebani bo prejel tak poseben nakit, drugi pa knjigo založbe Primus. Snemanje oddaje pa so mu omogočili občina Zagorje ob Savi, Borut Gošte vodovodne in grevalne inštalacije, kozmetični salon Petra, izlake in restauracija in pizzerija Naš hram Kisovec, ki se v tem času prenavlja. Milan, hvala ti za vse, kar si povedal, da si z nami delil svojo življenjsko pot. Veliko bi lahko še govorila, ampak zagotovo bo še kdaj priložnost, da kakšno rečeva. Ja, hvala tebi, da se spomnil na mene. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.